Živ in pa lepo pozdravljeni v tale res poseben vlog in nič ne bom ovinkaril, tako kot ste verjetno že videli na thumbnailu, imamo danes ene zelo posebne novice. Kakor nekateri od vas veste, sem se prijavil za možnost nakupa čisto novega Mustang GT-ja. To je v bistvu najbolj hardcore Mustang, kar ga je Ford kadarkoli proizvedel. Tega pa GT3 je res siguren nasnak. Avto bo za cel svet narejenih sam 2000, kupijo ga pa lahko samo tisti izbrani, ki jih zbere Ford. Se pravi, ti imaš lahko še toliko denarja, pa če ga hočeš kupiti, če te Ford ni izbral, ga pač ne moreš kupiti. In zdajle par dni nazaj sem jaz prejel mail od Ford Mustang GT ekipe z zelo dobrim novicam, in sicer sporočili so mi, da je bila moja prošnja za nakup Mustang GT-ja sprejeta. Tako, ta star meni grejo kocine pokonci, kad ti zdajle to razlagam. Jaz, ko sem to zvedel, sem se mogel dol usedeti, tresel sem se, zjokal sem se, to je bilo tako zame na polno emotional, ker to je nekaj, kar ne vem, meni res veliko pomeni in celo življenje posvečam temu, da bom lahko mogoče enkrat imel v lastni zbirki en tak Halo car. Zdaj pa, zakaj je ta avto sploh tako poseben? Za začetek, to je avto, ki v bistvu ne izhaja iz serijskega Mustanga, čeprav mu je kar zelo podoben, ampak izhaja v bistvu iz GT3 dirkalnika. To je v bistvu najbolj hardcore Mustang dirkalnik, kar obstaja. In ko so začeli delati ta dirkalnik, je CEO od Forda Jim Farley rekel, dajmo narediti še road-going verzijo tega avta. In v bistvu so šli od dirkalnika samo toliko nazaj, da je lahko avto homologiran, kar pomeni, da je res hardcore, kar se da. Za tiste, ki se malo bolj tehnično spoznate na stvari, ta avto nima menjalnika klasično takoj za motorjem, tako kot večina ostalih, ampak ima transaxle. To pomeni, da je motor spredi, menjalnik je pa montiran za zadnjo osjo oziroma za zadnjimi kolesi. Kar so pa s tem dosegali, je pa v bistvu to, da je avto pretty much 50-50 uravnotežen. In to pomeni valjda ful boljši handling tudi na cesti oziroma na pisti. 80% avtomobila je narejenega s karbona, tako da ja, odbijači, vrata, paneli okrog avta, pač to je vse iz karbona. No vem, pač meni se to zdi res crazy, ker to dejansko lahko kupaš sam na dirkalcu, ali pa ne vem, res pri kakšnih hypercarih, ki pa v veliki večini presegajo €1 milijon. In pa še povrh vsega tega ima pa avto čist crazy aerodinamiko, toliko crazy, da enih stvari niso smeli dati na dirkalca, ker bi bil prehiter. In ena od teh stvarih je aktivna aerodinamika. To pomeni, da se tukaj na GT-ju zadnji spoiler odpre pa zapre, oziroma ima ta DRS. To vam je verjetno najbolj poznan iz Formule 1, tisti, ki spremljate, kaj avto na ravnini v bistvu odpre ta zadnji wing, zato da še lažje reže skozi zrak. Potem pa ta aktivna aerodinamika se ne konča samo na zadnjem spoilerju, ampak ima še v bistvu spodaj na podvozju take flape, ki jih odpira pa zapira, zato da avto skozi aktivno lahko razporeja downforce. Zdaj ful tehničnih podatkov še nimamo, tako kot je recimo teža in tako naprej. Zdaj vemo, da bo pod havbo 5,2 litrski V8 superchargen motor, ki bo proizvedel 815 konj, pa končna hitrost tega avtomobila bo 325 na uro. In ko smo lih pri podatkih, enega zelo ključnega tudi še vedno ne vemo, in to je cena. Zdaj vemo okvirno, da se bo ta gibala nekje okrog 350 000 evrov, kar je res tako brutalen denar za Ford Mustanga, ampak moramo vedeti, da se tam tudi cenovno giblje Porsche GT3 RS in v bistvu ta avto je ekvivalent temu, tako da je pač to, se mi zdi, neka normalna cenovna pozicija za tak rank avtomobile. Zdaj pa seveda že vidim komentarje, ok, Roko, kako si už pa ti zdaj to privoščil? Ja, to je res ena brutalna cifra in to je res veliko denarja, ki si ga je težko privoščiti, ampak rad bi, da razumete, da meni to toliko veliko pomeni, da imam možnost enkrat v življenju kupiti en tak Halo car, da ga lahko spekam po mojih željah, da zbiram barve, feltne, da naredim to primo predajo z Multimatic ekipo in da sem del te res nore zgodbe, ki sem prepričan, da bo šla v zgodovino
kot en highlightov Fordove avtomobilske industrije. Mi to pač res veliko več pomeni, kakor da bi zdaj šel delati recimo kakšno hišo ali pa, ne vem, kupil kakšen stanovanje. Mogoče se kdo s tem ne bo strinjal, ampak jaz trenutno pač še nimam družine, nimam nekih drugih finančnih obveznosti. Kar je pa žalostna zadeva v tej res nori zgodbi, je pa ta, da bo Shelby žal mogel iti od hiše. Že imam neke ponudbe od kolegov in tako naprej, ampak nekako bom probal tako narediti, da bom najprej ponudil avto svojim najbližjim v družinskem krogu, v prijateljskem krogu, zato ker bi rad, da Shelby še vedno ostane nekje blizu mene, da mogoče čez par let, ko si bom malo spet finančno pomogel od te bizarke, da ga mogoče, če ga bo kdo od njih prodajal, da bom jaz prvi v vrsti, ki bi ga kupil nazaj. Zato, ker mi Shelby pač res ogromen pomeni in nočem, da gre pač kar nekam. Zdaj o številkah, koliko je Shelby vreden, je težko govoriti, glede na to, da je R, ki jih je res malo na svetu in da je avto poštiman v nulo, komplet v PPF-ju, Gen 2 motor ima noter, ker res nima nobenih težav. Po mojem mnenju avto res mint condition, taki avtomobili se gibljajo med 100 pa 120 tisoč evri. Ampak pustimo zdaj to, zdaj bi vam pa rad pokazal še par specifikacij, v kateri smeri se nagibam, da bi jaz specificiral svojega Mustang GTD-ja. Zaenkrat še ne vemo, kakšne bojo sploh barve na voljo, kakšni paketi bojo na voljo. Vemo, da bo pač opcija nek Carbon Series oziroma nek Trackpack, ki ti bo dal še več karbona, pa še neke lightweight zadeve. Takole nekako je izgledal launch spec, taka metalik siva z zlatim feltnom. Meni je v bistvu že ta spec zelo všeč, ampak nočem mitlih na launch spec, ker bo to verjetno zelo veliko ljudi zbrali. Meni so ful všeč srebrne feltne, tako kot sem jih tudi videl na tem rdečem avtu, ki sem ga videl v živo v Belgiji. Ne vemo še, ali bo opcija črt, tako kot je pač na vsakem Mustangu do zdaj bilo sicer, ampak če bo, jaz bi definitivno zbral črte. Ful so mi pa všeč takele kovinske metalik barve, sploh tale, ki malo na zeleno potegne, čeprav jaz bi tukaj imel srebrne feltne. Najbolj mi je pa všeč tale Tiffany Blue in itak tudi tukaj bi imel srebrne feltne. No, edin ne vem še, ja bi imel tukaj bele črte, črne črte, ampak ja, tukaj imamo zdaj še veliko časa, da se za to odločimo. Zelo sem pa počaščen, da sem edini Slovenc, ki je dobil priložnost kupiti ta novega Mustang GTD-ja. Definitivno vam bom vsak korak naprej pokazal, skupaj bomo šli čez konfiguracije. Takoj, ko zvem cene, vam bom valjda povedal. Tako da toliko GTD-ju za danes. Zdaj pa šibam proti Milanu na en tak srednje velik dirkališče. Weapon of choice bo pa Nissan 370Z. Dobar jutr. Jutr. Sem mislil, da imajo Američani velike pakonge, pa je prišel v Italijo na avtogrill. Leto stare. Moja roka za referenco. To je ena pakonga čipsa, leto lizike. Ne vem, pač vse. Malo pretiravajo, no. Zakaj bi človek rabil celo klaviaturo flumastrov pa metrske Kinder čokolade, leto stare, no. Zdaj pa robo ven pobrati. Tole jaz rabam. Ruzaček, čeladom pa kar noter pustil. Kar nice. Dobar dan. Ana dela. A moraš? Tu se alarm? Ne, to ne alarm pritisniti. Že zaplet. Sva šla zdaj dole reči, da kartica ne dela, ampak jaz mislim, da je reader za nič, ker ni pač sploh nič lučk, pa je rekla, ja, ni problema, evo ti ključ. Tako da zgleda, to še lifce dere, zgleda, da je tole kar klasika, tako da nič. Pa zdaj imamo ključ. Kvazi ključ, ne, to prav. No, daj probaj. O, je, s namo na tepihu spal.
Stari, valej te cene, margarita je 5 evrov klele v Italiji. Današnji dan se malo hitreje začenja, kot smo mislili, ker smo prišli na dirkališče, podpisali izjave. Zdaj gremo pa v bistvu z našimi avti na pisto. Jaz bom ta prvi vozil, pol gremo z Legend Carsi dirkat, pol ima Jan še eno ruto za odpeljati, pol pa prije na vrsto še Dallara oziroma Ferrari, pa kar šibajmo. Smo že na ogrevalnem krogu, zdaj je treba gume ogreti, pa da se sploh spoznamo s progo, tako da kar šibajmo. Zdaj pa cajt za Legend Cars. Ta zadeva ima dobrih 400 kg pa 140 konj. Pred vožnjo smo imeli še briefing, ki je malo kompliciran tale zadeva voziti, ker ima v bistvu motor od motorja, voziš pa v bistvu kakor navaden avto. No. Evo, s temi pa zdaj dirkamo. Tale karavanček je moj. Evo, takole se zadeva odpre. Čakaj. Evo, na punt. Pa gremo. Meni so dali tega karavana, ki sem malo višji. O, majster, klele not ni več placa. Zdaj se pa še zapnem, odkole zgleda, pa šibamo. Wish me luck. A je? Ano, da. Čisti. Po Legend Carsih nas je pa čakal še tale drift session po tejle zmočeni progi. Zdajle smo pa redi za drift. Tole je druga oziroma tretja preizkušnja dneva že. Sam še pasove zagurtnem. Evo ga. Cak. Pa smo. Da pa ful drsi. I meant to do that. Dela tale Zekičaj, res dober. Vidim, da mi ful bolj ležijo levi krogi, kakor desni. Poj bil pa že cajt, da Dalaro z garaže ven potegnemo.
naredila 3 kroge. Moj prvi občutek je ta, da definitivno en avto ni vreden čez 200 jurjev. Tako, mislil sem, da bo ful bolj odziven na menjalniku, pa da bojo tudi pospeški bolj brutalni. Sicer ja, avto res orenk leti. Ja pa vem, no, tako nekega mešanca med nekim športnim avtom pa go-kartom je to. No. Tako malo več sem pričakoval, je pa res, da s temi open seaterji nimam ful izkušenj, s kakšnim, ne vem, podobnim, kakor so KTM, ali pa ne vem, sploh še kva obstaja. Sem vesel, da sem probal, da sem odklukal to kljukico, da lahko rečem, da sem enkrat v življenju Dalaro vozil. Ni pa zdaj to toliko hudo, da pa rekel, fak, jaz to res rabam v life. Z Janom sva zdaj že na poti domov, likar smo zaključili z vsem vožnjem, s track day, skratka, vse, kar se je dal, smo danes izkoristili. Zdaj nas čaka pa še približno 5 ur dronanja tega V6 motorja, pa trenutno kaže, da se že pri Veroni kar precej baše promet, tako da se ne veseliva neki preveč tele poti domov. Tako da to je to za danes. Ti mi pa v komentar napiš, kakšno barvo GTD-ja bi si pa ti zbral na mojem mestu. Pa se vidimo. Ajde, čau!